Z nami je Vladimir Abram, srednjeveški tiskar, ki tiska tako, kot so tiskali v Trubarjevih časih. Nam lahko malo predstavite, kako je takrat potekalo tiskanje? Rad bi vam povedal, da prihajam iz adventistične cerkve iz Krškega. Mi se trudimo, da bi ohranili Sveto pismo v celoti in da bi po njem tudi živeli v tem času, kateri so, ko so začeli tiskati, je bil protestantizem in naša veja cerkvena tudi ohranja protestantski duh, se pravi živeti po Svetem pismu. Zdaj bi rad pokazal, kako so v tistih časih tiskali. Doma izdelujemo ročno izdelan papir. A to imate od tisti originalni ročno izdelani papir? Ja, doma ročno izdelan papir. Aha, ročno izdelan. Iz celuloze. Aha, a jak te iz Krškega? In še eno zanimivost ne povemo, da je bil tam iz Krškega tudi Adam Bohorič doma. Se pravi, ta... Jure Dalmatin in Adam Bohorič. Ja, in Adam Bohorič, se pravi, oba, ki sta prevedla Sveto pismo, oziroma, ki sta bila... Krško je bilo protestantsko, štelo 2500 protestantov. Vemo, da Adam Bohorič je tudi zasnoval prvo slovensko slovnico. Slovenske urice. In ta namen še tako bolj podarjamo našega rojaka. No, dereva pa mi dva naprej tole tiskati. Aha, potem tole pritisnete noter v stiskalnico oziroma po domače prešo, a ne? Potem treba takole zaviti. Samo prešo je replika Gutenbergove prve stiskalnice. A ta konkretno vaša? Aha. In to je vinska preša, noter je dal po... A ja, čisto navadna, aha. Stol in to vse skupaj stisno. Aha. Sam Gutenberg ni prvi tiskar, ampak je iznajdel premične črke. Imamo take vzorce, katerimi lahko vidimo. To so tele? To so te premične črke, ki se vsako črko se lahko večkrat uporabljala. V srednjem veku so pa uporabljali blok tisk, se pravi ta tehnika, ki jo jaz predstavljam. Tu je pa narejena matrica iz enega kosa lesa, katera se je uporabljala samo enkrat. A ja, aha. To ne povemo, da je bilo to tako revolucionarno odkritje takrat, kot danes recimo računalnika, ne pa printer. Tako da je zelo poenostavili te zapise, ker prej so jih mogli te grajski pisarji oziroma menihi prepisovati, a ne? Skriptorij. Prvi skriptorij v Sloveniji je Fični, samostan Fična. Drugi skriptorij v Kostanjevici na Krki, Lorenc na Pohorju. Se pravi, en je narekoval, dva tretjih je pa prepisovalo črko po črko. Tole boste pa zdaj vzeli ven, a te še malo stisnil? To se zdaj stisnilo. Ja. In tako je. Pa se tole vam pokaže.